Tudi tokratni ponedeljek so v nemških mestih potekale množične demonstracije proti islamizaciji Evrope ter še bolj množične proti tako imenovanemu gibanju Pegida. Naša dopisnica Barbara Kramžar se je v Dresdnu, kjer imajo domoljubni Evropejci proti islamizaciji Zahoda največ privržencev, pogovarjala z demonstranti in njihovimi nasprotniki. Pariz je še en dokaz za upravičenost obstoja Pegide, je v ponedeljek zvečer ustanovitelj gibanja domoljubnih Evropejcev proti islamizaciji Zahoda Lutz Bachmann rekordnih 25.000 udeležencev pozval k že 12. pohodu po Dresdnu proti verskemu fanatizmu in za svobodo izražanja. Še posebej je pozdravil tiste medije, ki se že ves čas norčujejo iz njegovega gibanja in ga žalijo, če bi v Evropi veljalo šeriatsko pravo, tega namreč po njegovih besedah ne bi mogli početi. Stran z nacionalsocializmom pa so tudi v Dresdnu skandirali nasprotniki Pegide, delajo se, da so za svobodo izražanja, v svojih srcih pa so skrajni desničarji, je menil 27-letni računalniški tehnik Mihael, ki je s prijatelji opazoval pohod domoljubnih Evropejcev po središču saške prestolnice. V številnih drugih nemških mestih so bili nasprotniki gibanja še veliko številčnejši. V bavarski prestolnici se je z geslom München je pisan zbralo 20.000 ljudi, v Leipzigu celo 30.000. Pegida torej tudi na svoj 12. ponedeljek ostaja pretežno dresdenski fenomen, a njihovo protestno moč že poskušajo izkoristiti tudi politične stranke, med njimi še posebej Alternativa za Nemčijo. V tej so doslej bolj stavili na nasprotovanje skupni evropski valuti, zdaj pa se nekateri najvidnejši politiki poskušajo približati tudi Pegidi. Pripadniki tega gibanja pa odločno zavračajo očitke o nacionalizmu in skrajnem desničarstvu. Najbolj me jezi dvoličnost politike v Nemčiji. Siti smo je, več ne bom povedal, a zato gremo na ulico, je povedal moški srednjih let, ki se tako kot številni privrženci Pegide ni želel predstaviti. Dass man dort oben mal in den Köpfen der Regierung mal ein bisschen klar rein Schiff macht. Das muss man erreichen. Po njegovem prepričanju je treba tiste zgoraj prisiliti, da si malo zbistrijo glave, tako kot številni drugi demonstranti, pa je sogovornik tudi priporočil, naj si vsi preberemo izhodiščne točke Pegide. V teh predlagajo, naj se Nemčija pri priseljevanju zgleduje po Kanadi, Švici, Avstraliji in podobnih državah, ki poskušajo upoštevati državne interese, nasprotujejo pa tudi islamskemu in drugemu fanatizmu ter zatiranju žensk in istospolno usmerjenih. Zahtevajo pa tudi večjo skrb za iskalce političnega zatočišča in upravičene begunce. Zahtevajo pa tudi večjo zaščito krščansko-judovskih korenin zahodne kulture. Starejšega moškega po poklicu gradbenika sem vprašala, ali ima v svojem krogu prijateljev in znancev tudi ljudi islamske vere. Ja, selbstverständlich, finde ich auch, ja. Da, seveda, je dejal in dodal, da so tudi nekateri med njimi proti islamizaciji, odvisno od tega, kako integrirani so. Dresdenskim demonstrantom namreč pogosto očitajo, da so proti islamskim sodržavljanom preprosto zato, ker jih ne poznajo. Na vzhodu Nemčije živi zelo malo tujcev in še manj muslimanov, mnogi priseljenci se bojijo tamkajšnjih neonacističnih gibanj in to ne neupravičeno, saj so leta 2011 odkrili morilsko neonacistično celico NSU, nacionalsocialistično podzemlje, ki ji pripisujejo uboj 10 priseljencev in policistke. Zagovorniki Pegide pa ne soglašajo s takšnimi razlagami, naprimer uslužbenec Peter, ki sem ga vprašala, kaj mu je najpomembnejše pri ponedeljkovih demonstracijah. Da dobimo državljani več vpliva na dogajanje v Nemčiji. Nikoli nas niso vprašali, ali želimo vojake v Afganistanu in evro. Hočemo, da nas najprej vprašajo. Peter je poleg nemške seboj prinesel še rusko zastavo, saj nasprotuje tudi nemški politiki do Rusije. Nasprotniki Pegide pa še naprej dvomijo v dobronamernost gibanja. Zakaj je prišel naproti demonstracije, sem vprašala tudi 35-letnega zdravstvenega tehnika Mihaela. Ker smo za strpnost in proti skrajništvu vseh ver in ras. To, kar počne Pegida, ni pravi način, ni prava pot, je povedal in dodal, da se tudi sam zavzema za boljšo skrb za upravičene priseljence ter nasprotuje zločinskim,
Pri Pegidi pa se boji, kot je dejal, močnega sunka na desno. To so po njegovem prepričanju prepoznali tudi pariški karikaturisti, ki so, kot ne smemo pozabiti, umrli za svobodo. Das haben ja die Karikaturisten in Paris auch schon erkannt. Das darf man nicht vergessen. Ja, die sind ja für die Freiheit gestorben.